Mislim, da ljudje ne razumejo, kako majhne spremembe v razmerjih lahko uničijo risbo. Naučite se enega merilnega trika in svet boste videli v glavah in škatlah. Popravimo vašo igro opazovanja velikosti. Razmerje je samo odnos delov do celote. Kako visoke so stvari v primerjavi med seboj? Kako široke so stvari v primerjavi med seboj? Kako dolge so stvari v primerjavi med seboj? Če je glava prevelika za telo, so razmerja napačna in figura izgleda narobe. Uredite jih in risba bo pridobila realizem. Uredite jih in risba bo dobila ravnotežje. Uredite jih in risba bo dobila harmonijo. Neskladje je nasprotno, neujemajoče se velikosti. Okno, ki pogoltne steno. Vrata višja od ljudi, to so neskladja. Včasih je to napaka. Drugič, umetniki ga uporabljajo namenito, da poudarijo razpoloženje. Ali slog, pomislite na ekspresionizem. Vstopite v iskalo. Preprosta uokvirjena mreža med vami in motivom. Ujemite kvadrate na iskalniku. S-kvadrati na papirju prenesite oblike. Kvadrat za kvadratom. Prisili vas, da vidite odnose, ne le predmete. Zdaj pa merjenje, klasični trik s svinčnikom. Roka iztegnjena. Svinčnik naravnost. Palec označuje mero. Primerjajte to enoto po motivu. Koliko glav visoko je telo. Te štetja uporabite na papirju. Zaključite s konstrukcijsko risbo. Zgradite oblike iz krogel. Zgradite oblike iz valjev. Zgradite oblike iz škatel. Tako, da razmerja sedijo v verjetnem volumnu in perspektivi. Vadite ta orodja, iskalo, vadite ta orodja merjenje, vadite ta orodja konstrukcija in opazujte, kako vam vaše skice prenehajo lagati. Želite hitro predstavitev naslednjič.